Zdaj pa k temi, ob kateri vas večina reče, a to še zmeraj imamo? In ne bomo govorili o policajih na konjih, oni so nujno potrebni, če treba loviti zlikovce z Divjega zahoda. Ne, govorimo o državnem svetu. In ne o državnem zboru, ne o hišnem svetu, ampak o državnem svetu. To je tisto predstavniško telo, ki ga že 25 let ni noben povohal. Zato tudi, če nimajo prenovljene dvorane. Državni svet je ena taka zona somraka. Noben ne ve, kako se tja pride, sedeži so pa taki, kot v parlamentu pred 20 leti. Stranke pa tudi. Od 40 svetnikov so kar 4 člani, namreč člani stranke SLS. A se spomnite SLS? Ne spomnite? SLS. Se ne spomnite Janeza Podobnika, ki so mu pri Jorasu roko zlomili? Ali je revolution? Tisti sajt. Ne pa zdaj. No, SLS ima še vedno ambicije. S tem si obetajo, da bi skoraj pozabljenega političnega igralca kot Feniks ustalil najmočnejšo stranko v državnem svetu. Morda celo prevzeli njegovo krmilo. O tem niti, bom rekel, osebno ne razmišljam. Kaj pa zdaj to bilo? To je bilo nekaj čudnega. Režija, lahko še enkrat vidimo to grotesko, prosim. O tem niti, bom rekel, osebno ne razmišljam. Vidite, no, predsednik stranke že 3 leta ni v parlamentu, v državnem svetu pa takole hara. Se vidite ta nasmešek? To je nasmešek človeka, ki ima majhne ambicije. Ampak resno, zakaj bi kdo hotel hoditi sem v službo? Ne vem, če veste, ampak državni svet se je vrnil tudi Franc Kangler, ki so mu leta 2012 mandat svetu odvzeli zaradi afere Radar. Te, dragi Franc, daj ti meni povej, kako gre tu v politiki? Daj malo razloži, da mu bo jasno. Politiki moraš prestopiti prag in iti naprej. Politiki, če češ biti politik, ni zamer. Franc Kangler, si ti mal štajerski Sebastian Cimerotič, a? A je veste, da to, kar ste povedali, da ni nobenega smisla? Dej, lahko dobim recimo, če pogledamo, ne? Prestopiti prag. Že dolgo ni prestopil domačega praga, ni bil doma. Tega najbrž niste mislili, ne? A pa recimo, letos je prestopil šolski prag. Letos je šel prvič v šolo. Mogoče to. A to sploh kaj pomeni? Prestopiti prag pa iti naprej. Pa se vem, malo dlakocepim. Verjetno bo mogel sam Janeza Janšo vprašati. A pa Borisa Popoviča, ki je prav tako ponovno izvoljen v državni svet. Kaj veste, kaj ima še državni svet? Tako kot državni zbor lahko tudi državni svet svojemu članu podeli imuniteto. In če si na sodišču več kot pri frizerju, pa čist fajn imeti še eno tako popoldansko službico, kjer ti sodelavci lahko izglasujejo, da ti ni treba na dob. Ne se čudi, če boste na stara leta Janša pa Janković hotela biti državna svetnika. Ne se čudi. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!